Imenovanje Gašperja Mišiča za predsednika uprave Luke Koper je bila danes tema pogovora poslancev in vodstva Pozitivne Slovenije. Jani Möderndorfer je po sestanku povedal, da čeprav je Mišič član stranke, pri njegovem kadrovanju v Luki Koper stranka ni sodelovala in ga tudi ni mogla preprečiti. Poslanci Pozitivne Slovenije tudi ne podpirajo kandidiranja in neposrednega prehajanja državnih funkcionarjev z političnih funkcij na vodilna mesta v državnih podjetjih. Sestanka se je udeležila tudi Alenka Bratušek. Mercator je imel v letošnjih prvih 6 mesecih za 3,8% nižjo prodajo kot lani. Prvo polletje so zaključili s 15-milijonsko izgubo. Prvi mož Mercatorja, Toni Balažič, ocenjuje, da kupna moč ljudi upada zaradi recesije. Pozna pa se tudi dvig DDV-ja. Vodstvo Mercatorja se ukvarja tudi s prodajo podjetja in zavezami, ki so jih podpisali v sporazumu z Agrokorjem, ko je ta sklenil prodajno pogodbo s prodajalci Mercatorja. Na današnji skupščini Livarne Maribor naj bi se delničarji seznanili s poročilom nadzornega sveta in poslovnim poročilom livarne za lani. Odločali pa bodo tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Tako naj bi skupščina podelila razrešnico prejšnjemu predsedniku uprave Branku Žardonerju za delo do konca novembra in zdajšnjemu predsedniku Borisu Šlambergerju za upravljanje funkcije v zadnjem lanskem mesecu. Razrešnice naj bi bili deležni tudi nadzorniki v obeh lanskih sestavah nadzornega organa, ki pa naj bi na današnji skupščini doživel nove spremembe. Če bo sklep potrjen, bodo med novimi nadzorniki mariborske livarne Rok Ambrožič, Peter Zorič in Cvetka Žirovnik. Stečajni upravitelj cestnega podjetja Maribor Silvo Zorec tudi danes ni bil uspešen pri unovčenju stečajne mase propadlega gradbinca. Na prodaj je bila med drugim avtocestna baza Hoče, za katero je kupca že večkrat iskal zaman. Interesentov na dražbi ni bilo niti tokrat, ko je bila ponujena za 3,75 milijona evrov. Nogometaše Maribora čaka zvečer pomembna tekma. Na povratnem srečanju 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov bodo skušali nadomestiti zaostanek s prve tekme proti ekipi Viktorije iz Plzna. Viktorija je doma zmagala s kar 3-1. Kljub vsemu pa Mariborčani računajo na uspeh in drugo vrstitev v prestižno Ligo prvakov. Če nogometašem spodleti, pa bodo že tretjič zapored nastopili v skupinskem delu Evropske lige. Ne smijemo ući u utakmicu na način da ne razmišljamo da ju možemo i da ju trebamo dobiti. Ali ne možemo ući u utakmicu na način da razmišljamo da ćemo utakmicu dobiti u 10 minuta. Moramo ući kao da nema prve utakmice. Moramo ući zdravo u utakmicu. Ako budemo tako ušli, kažem, uvjeravam vas da ću na kraju utakmice, kao što sam lani zaželio Mariboru, uspješan nastup. Od naslednjega tedna bo Slovenija v znamenju košarke. Do začetka 38. evropskega prvenstva v košarki nas namreč loči le še 7 dni. 4. septembra bodo Jesenice, Koper, Celje in Ljubljana sprejele 24 evropskih reprezentanc, ki se bodo do 22. septembra potegovale za naslov najboljšega na stari celini. Zlate medalje iz Litve 2011 in tudi Poljske 2009 bodo v Stožicah branili Španci, ki tudi letos sodijo v ožji krog favoritov. Srebro so v Kuanasu osvojili Francozi, tretji pa so bili Rusi, Slovenija je bila 7. In še vreme, nevihte bodo proti večeru ponehale, v četrtek bo zjutraj deloma jasno, čez dan pa bo več oblačnosti, popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo delo jasno in suho. Danes v dnevniku televizije Maribor. Na ulicah smo preverili, kakšen nogometni rezultat pričakujejo Mariborčani. Na sejmu v Gornji Radgoni so podpisali dogovor o sklenitvi zelenjavne verige med pridelovalci in trgovci. Konec tedna bo mariborsko staro mestno jedro v znamenju kulturno-umetniških in zabavnih prireditev. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.